taborništvo, ki izhaja iz skavtskega gibanja in gozdovništva, ima na Slovenskem skoraj stoletno tradicijo, saj segajo njegovi začetki v leto 1913. Prva organizirana skupina skavtov je začela delovati na ljubljanski klasični gimnaziji leta 1922. Od skavtov se je že leta 1923 odcepila gozdovniška veja, od leta 1924 pa je taborništvo skupno ime za gozdovništvo in skavtstvo. Pred 51 leti so predvojni gozdovniki in skavti ustanovili novo organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije. Ima okrog 10.000 članov, organiziranih v vode, družine in rodove. Najmlajši se vključujejo že v predšolski dobi. Težišče dela pa je na šolajoči se mladini. Taborništvo ima zelo širok in pomemben vpliv na vzgojo in izobraževanje mladih, pa tudi odraslih, ki se za večjo kakovost strokovnega in podpornega delovanja v organizaciji nenehno dodatno usposabljajo. Za smotrno načrtovanje vzgoje in izobraževanja je odgovorna posebna komisija in njen izobraževalni svet. Poleg priprave podlag in verificiranja programov za usposabljanje in izobraževanje kadrov, skrbi za izvajanje izobraževalnih ciklusov na področju vodništva, specialističnih znanj, vodenja in podpore. V obdobju od leta 1995 do danes je na omenjenih tečajih, seminarjih in delavnicah sodelovalo več kot 3000 udeležencev. Zveza tabornikov Slovenije s samoizobraževanjem njenih članov ter neformalnim posredovanjem znanj in veščin deluje po načelu vseživljenjskega in izkušenjskega učenja. Tradicija taborništva povezuje izobraževanje in razvedrilo v druženju z naravo. Skozi proces vzgoje in izobraževanja gre vsak tabornik že v času pripravništva. Potem pa pridobljeno znanje in spretnosti nenehno nadgrajuje. S tem izhodiščem je povezano tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do temeljnih vrednot, ki so vtkane v celotno vzgojno delo tabornikov. Povezanost z naravo, zavezanost kulturi miru, svobode, sodelovanja in spoštovanja drugačnosti, spoštovanja posameznika in odgovornost do skupnosti. Z vključevanjem v mednarodne povezave se taborniki uče tudi iz tujih izkušenj. Člani skavtskih organizacij iz tujine pa spoznavajo kulturo in naravne lepote Slovenije. Letošnjega, 12. zleta tabornikov Slovenije v Tolminu se je na primer udeležilo več kot 100 gostov iz 10 držav. Poleg kakovostnega počitniškega druženja v neokrnjeni naravi so imeli vsi skupaj čudovito priložnost, da se med seboj spoznavajo, menjujejo izkušnje in na tak način uče mirnega sožitja in ustvarjalnega medkulturnega sodelovanja.